Čau vsem. Obstaja majhna verjetnost, da grem to vlak. Traktor. Majhna verjetnost, da sem malo popravila mikrofon. Zadnjič mi je ena punca ful lepo napisala, ful lepo, si super, sam res te slabo slišimo. Možno, da sploh nisem snemala na ta prav mikrofon. Sam to bom rekla. Tok je meni jasna tehnologija. Skratka, trenutno se po svetu dogajajo bizarne stvari. Vse od PDD-ja do tega, da je danes, ko to govorim, oziroma včeraj, ko to govorim, se je Liam Payne iz One Direction je padel dol z balkona in ga ni več. Menendez Brothers bi bila ena zelo potencialna stvar, da bi jo danes obdelala, ali pa to še projski, ki je zdaj baje spet obletnica smrti. Bila sem ziher, da bom končno naredila video o Madeleine McCann, zaradi tega, ker so zdaj končno po vsej verjetnosti ujeli zločinca, morilca, in sem že naredila scenarij in pa sem najdla ta primer. Tudi je ravnokar prišel ven, ker je letos rešen, čeprav se je zgodil leta 2019 v Angliji, in tok me je pač šokiral sam naslov, in potem, ko klikneš, misliš, pa res ni mogel biti to grozen, saj boste videli to v naslovu tega videa. In ja, dejansko je točno tok grozen. Punca Virginia je živela skupaj v hiši 4 leta, skupaj z razpadajočimi trupli očeta in mame. 4 leta. Tako da ja, mislim, da se ne boste pritoževali, da sem zbrala ta primer, in gremo v video. Malo v ozadju te družine. John McCulloch, tako se napiše priimki, ne bom ga več izgovarjala. Je bil predavatelj poslovnih študij, je bil pa zdaj tudi upokojen starejši moški, star 70 let, medtem ko njegova žena Louise pa je imela 71 let. Torej oba sta bila v pokoju, doma, imela sta tudi precej težav in bolezni, tako da v bistvu njuna hčerka, ki je z njima živela, in potem morilka Virginia, je bila tudi njuna negovalka. Oče John je imel hipertenzijo, sladkorno bolezen tipa 2, holesterol in glavkom, medtem ko mama je pa imela OCD, očitno precej močan, zaradi tega, ker sta z Johnom zaradi tega hodila tudi k zdravniku, in pa agorafobijo. Agorafobija, najlažje na hit rečem, da je nasprotje od klaustrofobije, mogoče to revni povejte, kdo dejansko doživljate, ampak agorafobija je strah pred odprtimi prostori, oziroma fobija pred odprtimi, razsežnimi, obsežnimi prostori. Ne vem, da prideš sploh iz hiše, ali pa da prideš na plažo, huge, ali pa na trg. Ne predstavljam si, kako to je, ker niti približno tega nimam, ampak ja, ne zveni prijetno. Bi rekla, da je to oseba, ki bi zelo redko šla iz hiše. Med drugim ne bi bila tudi malo germofoba, ne vem, kaj dejansko v slovenščini izraz, ampak zelo specifično, vse mora biti spucen, ker vsake stvari vidijo potencialne bakterije in bolezni. Kot ta model iz Ita. Če ste gledali It, točno veste, kako se germofob obnaša. Še eno noro dejstvo za ta primer, res noro dejstvo je to, da sta imela John in Louise 5 hčera. Zaenkrat vam je to itak irrelevant, ampak ko boste zvedeli primer, ne boste mogli verjeti, da je to možno. 5 hčera, od teh je bila Virginia najmlajša. Prevrtimo nazaj čas na leto 2019, ko je Virginia živela z njima v hiši, edina od teh 5 hčera, in tudi ni imela najemnine. Preprosto je rekla, da se online šola se za neke vrste umetnico, ampak karkoli že to bo zelo uspešno in potem bo za vse poskrbela, ker bo imela zelo veliko denarja. Vse, kar je v resnici imela, je bila odvisnost od gamblanja, torej online stave, predvsem ne toliko, da bi šla fizično v kazino IPD, ampak tako online so predvsem te stvari zdaj potekajo, ker je res scary adikcija, ker je ful skrita ljudem in očem, težko je ljudem pomagati, ker zelo redko kdo ve za to, ali pa si sam hoče pomagati, ker so vedno prepričani, da lahko še več zaslužijo, pa še več dobijo. Vse, kar je ona imela poleg te adikcije, so bili še dolgovi. To je bilo 60,000 funtov dolgov, zaradi tega, ker to govorimo zdaj v Angliji. Živeli so v Pump Hillu v Great Barrowu, in sem vam takole screenshotala iz Mapsov, da si predstavljate, kje točno to je. V bistvu neko obrobje Londona, basically. Jaz grem zdaj na Škotsko, tako da grem bližje tem koncem, oziroma v Združene Emirate, tako hotela reči. United Kingdom. UK. Virginia naj bi že na tej točki ponarejala določena pisma, da bi prepričevala starše, da nima teh dolgov in da ima pač neke druge uspešne posle in šolanja. Medtem so njene sestre rekle in jo označile za kompulzivno lažnivko, kar pomeni nekdo, ki brez kontrole non-stop laže in se ne more ustaviti in se zaplete v svoje laži totalno. In po drugi strani socially awkward, torej da ni bila sposobna komunicirati uspešno z ljudmi ali pa se družiti normalno, ali pa not a cool girl, I guess. Kar se tiče
teh 2 grozljivih umorov jih je Virginia začela načrtovati že leta 2019, marca. Kako se je tega lotila? Začela je nabirati zdravila po naročilu, po receptu. Torej, vsi doma so imeli neke težave in mogoče še bližnjem rekli. In te zdravila torej je nabirala do 17. junija 2019, torej nekaj mesecev. Poskrbela je tudi, da je imela nos za drobljenje teh zdravil. A mi lahko razložiš, zakaj rabiš posebne pripomočke, da jih zdrobiš? To mi ni jasno, ker jih lahko dobesedno z navadnim nožem zdrobiš ali ne. Se vidi, da nisem nikoli nobenega zastrupila zdravili, ker ne vem. Njen plan je bil, da jih potem zdrobi, strese v alkoholne pijače, da jih bosta starša spila in na ta način samo zaspala. Ja, ni šlo čisto po planu, namreč oče je bil v družini tisti, ki je pil alkoholne pijače in je takrat dovolj tega spil, zvarka, ki mu ga je ona naštimala in tudi je na ta način zaspal in izgubil življenje in bil predoziran, medtem ko mama ni pila alkoholnih pijač, takrat tudi ni dosti tega spila in jo je samo na pol onesposobila. Toliko, da se ni mogla braniti, toliko, da je bila v šoku, kaj se dogaja, je pa takrat Virginia, oziroma kasneje je to opisovala, da je prišla v sobo nekaj 4-krat, ker je pač dojela, da mamo ni pokončala samo s temi tableti in je že vedela, da rab uporabiti plan B, ki ga je tudi imela, nažalost, in sicer nož in kladivo. S tem kladivom jo je potolkla in tudi zabodla z nožem, medtem ko je bil oče takrat itak že mrtev. Mama pa preden se je to zgodilo, je samo bila v posli, sedela in poslušala radio. Preden vam povem tudi, kam točno je skrila v tej hiši trupla, vas spomnim na Jim Beam. Hvala vsem, ki me kdaj podprete, ker sem njihova ambasadorka, obožujem njihova oblačila, tole je dejansko z Jim Beama. Če kadarkoli kupuješ karkoli športnega, od oblačil do prehranskih dodatkov, do zdrave hrane, čisto vse je tam po čudovitih cenah. Hle, vidite, kako jaz unboxam moj zadnji paket in preprosto obožujem jih, zelo ponosna sem, da so moj sponzor. In če vi želite ta kanal podpreti, pa samo uporabite kadarkoli kodo Alenka5 in imate tudi vi popust 5% tam. Link je pa vedno spodaj v opisu videa in hvala. Takoj po umorih se ona ni lotila ta trupla skrit, ampak je šla k svojemu zdravniku zaradi tega, ker je medtem, ko je mamo zabodala, si tudi sama urezala in je šla potem to poviti in pogledati. Potem je vzela očetovo kreditno kartico in se odpeljala dejansko v trgovino kupiti pripomočke, da se trupel znebi, torej z kreditno kartico od žrtve. Kupila je plastične rokavice in spalne vreče. Spalne vreče zato, da je noter zavila oba trupla. Sprav od očeta je zavila in v spodnjih prostorih v hiši dala pod poslo. Očitno je bilo toliko veliko teh spalnih vreč in odeji, da vonj ni več tako močno prišel čez, potem pa to tudi nekako zagradila od spodaj z betonskimi kockami. Tako da to truplo je na nek način, ne vem, kako so besedo uporabili, kada je naredila mavzolej in jih nekako res ohranila in obdržala not in vonj in vse. Mamo je spravila v zgornja nadstropja v omaro, v dvojno omaro. Ni mi jasno, kako je pri mami na ta način približno ohranila vonjave, ne vem, ampak ti obe trupli sta bile tam 4 leta. In kakor vidite to hišo tle na sliki in kar sem jaz gledala, so to neke vrste dvojčkov ali več stanovanjskih hiš in je zanimivo res, da noben nikdar ni prišel ven. Je res imela pogosto zagrnjene zavese in okna zaprta in to, ampak vseeno. Ne moram si predstavljati, kakšnemu smradu je ona živela. Boga, hecam se. Ampak to še ni vse, kaj vse je ona počela, zdaj vas bo res vrgel narediti. Namreč, ona je več kot očitno potrebovala denar in zato je tudi to storila. Spoiler alert. Njeno pretvarjanje se je začelo tako, da je že tle junija se začela pretvarjati, da je njena mama, da bi dobila novo kreditno kartico in PIN. In na tej točki je uspela in ugotovila je, da je očitno to dobro gre in je nadaljevala. Ona se je 4 leta pretvarjala, da sta starša živa, da potujeta. Da edini problem, ki ga imata, se mečkam bojita korone in da je ne bosta dobila in sta šla kar nekam na more in sta tam 4 leta dejansko je pisala pismo v njunem imenu, klicala je kdaj, pa kdaj je v njunem imenu in posnemala njun glas. Sporočila je ves čas pisala, mesiče, maile. Rekla je, da se nahajata v območju Clacton na sončni obali Essexa, ker je še vedno pač UK, lahko bi vsaj dol poslala ali ne. In prej sem omenjala, da je crazy, da je imela 4 sestre. Noben mi ne bo rekel, da v 4 letih je normalno, da oni niso imeli skup ne božiča, ne velike noči, ne nič. Če bi rekli, da so bili skregani, ok, ni panike, ampak te otroci so potem prišli ven z idejo, kakšna grozna sestra, ko lahko je to naredila, nikoli te nama odpustili, ne moramo verjeti, kje ste bili
bili 4 leta. Pa še rekla so, kao, ful smo si bliz. Ne, niste si bili bliz, niste se videli 4 leta, ljudje božji. A ja, še to prej, ko je končno prišla do PIN kode in kartice svoje mami, ni šla niti dolgov poplačevati najprej, ampak je šla kupovati oblačila in nakit. Fake zgodbe je jasno mogla napletati tudi zdravnikom in prijateljem med staršev in drugim sorodnikom. Da vam povem malo v računici, torej imela je 60 000 dolgov. Potem je ves čas pobirala valjda tudi penzijo od svojih staršev. V tem obdobju je naknadno še zapravila njune penzije, nekaterega denarja je imela, skoraj 22 000 funtov, ampak nazaj je dobila, očitno tle se ji sreča nekako trnila. Karma je definitivno takrat še ni doletela, ker je dobila 150 000 funtov. Absoluten plus. Pač denar je absolutno dobila. Je pa ta primer izredno zanimiv ravno zaradi tega, ker imamo precej bodycam footage-a, precej bodycam posnetkov od policije, ko so jo končno dobili. Zakaj? Ker je doktor bil toliko smrt, hvala Bogu, čeprav čez 4 leta, doktor od atija in mami, je rekel, joj, ni jo že res dolg ni, pa nista bila lih zdrava, kaj hudiče se dogaja, urgentno bom rekel policiji ne gre preveriti, ker ne morate biti toliko časa na počitnicah, brez zdravil, In je policija končno šla in udrla in That's right. No one in here at the moment. Hold on. The police. Got it. Stay where you are. Stay where you are. Show me Stay where you your are. Show your hands. Ja, te posnetki so nori, ker ona je več kot pripravljena sodelovati. Ona je vesela, po moje, da lahko sodeluje. Yeah. Jenny. Yep. Jenny. Yeah. Cool. The time is 12:12. You're under arrest on suspicion of murder against Jonathan McCulloch and Lars McCulloch. Okay? You don't have to say anything, but in my home defence, you did No, not I just mention take my cover. when question social life support anything to do with the evidence. Okay? Alright, your arrest is I'll necessary cooperate, I'll for a cooperate. prompt and effective. Is there anything in the pocket we should know about? Yes, there Where? is. Can I take you to it? No, you can tell me. Can you go in there for a second, just so I can tell you something about what's in there? Yeah. And then, Want to tell us the only something reason I about what's in said I need to tell you something about what's upstairs on the top floor as well. It's fine. Yeah, okay. My dad's body's in there. Right, okay. Ja, ves čas govori, kako še lahko pomaga, a jih lahko bolj še natančno v smer, ki je mami točen, ki je ati. Če reče za mami, kaj je mečkem bolj zakompliciranje, gor v Mari je, a grem kar pokazati. Čudna ženska, reče. Yep, okay. Obviously I'll What about your mum? a little bit more complicated. Okay. That's why I said, can I go upstairs and show Right, you? can you If explain wanna it to us, bring please? Because officers, we're trying to preserve this. It's now going to be a scene, so we need to preserve this the best we can. So I don't want you to have you walking up there, all right? It's that's for your well-being as well as ours. Oh, no, up. Okay. So what? Thank you. Where Can I grab will some we find hairbands your mum? as well, if possible? Where will we find your mum? Okay, so upstairs there are about 5 wardrobes. Yep. It's behind the bed at the back next to the sink. That's the second one. I've slipped 5 of those into his drink. There were about 2 or 3 drinks that I brought downstairs. And yeah, they were basically, he didn't drink all of them. He only drank probably about half of 2. But yeah, when I went in the morning, this was before my mother. When I went in the morning, early hours, I got up about half an hour early, about 6 o'clock in the morning. Came in and he was gone. He was gone. Okay. It's I did know that this would kind of come eventually. It's proper that I serve my punishment. So yeah. Med drugim je izjavila tudi, iz tega ne najdem na posnetkih, ampak rekla je, cheer up, you caught the bad guy. Kao, ko ste tako glumi, Ana, ste dejansko zdaj končno me ujeli. Med drugim je rekla tudi, v bistvu ful zanimiv, sem pričakovala, da bom veliko prej ujeta, itak sem vedela, da prej slej se bo to zgodilo. In je rekla, da ni pričakovala, da v 4 leta trajali, kaj šele 5 ali pa 6 leto. Povedala vam bom še par stvari, ki so jih sosedi in tisti opazili in komentirali, ki so pač opazili, da nekaj ni okej. In sicer, en je rekel, da so bile zavese vedno zagrnjene in preprosto nisi mogel za ziher nikoli vedeti, je kdo doma ali ne. To je povedala ena soseda. Potem pa ena druga oseba
oseba je rekla, pri tej punci res ne bi mogel pomisliti, da je kaj narobe, ne samo, da je bila zelo vljudna in prijazna, imela je tudi ful dober smisel za humor. Potem je pa tukaj prijatelj Alan Thompson, ki ima pa na eni točki posodil televizor. In kot vsak normalen človek je enkrat hotel ta televizor nazaj, ker so bili le znanci in mu je bilo majčkeno nenavadno zaradi tega, ker ona se je oglašala na telefon in je še vedno govorila, kot da so starša doma, ampak ko je on prišel po ta televizor, mu nikakor ni pustila, da bi šel noter v hišo, ampak ga je ta televizor samo počakal pred vhodnimi vrati in to se mu je zdelo majčkeno weird. Kaj se je zgodilo po aretaciji? Zdaj, ena stvar, ki jo vsi nori izpostavljajo, je to, da je bilo nečist navaden, da je bila čist mirna, da bi govorila goveji juhi od včer. Zdaj, tako bom rekla, glede na to, da ja, ok, verjetno je psihopat ali sociopat ali neki, ampak če si 4 leta v tej situaciji, ko veš, da bo prišlo do aretacije in ko že veš, kaj si naredil, ker 4 leta živiš v tem zosu, ne moreš pričakovati, da bo človek iskreno v takem šoku ali pa da bo paničaril ali nekaj, če dobesedno vse to pričakovali in dala v glavi to situacijo, če je že 6000-krat. Kakor zdaj mogoče jaz čudno izpadem, jo razumem, da je pač mirna. Če je dejansko to pričakovala, ona je to naredila, zakaj bi bila panična, zakaj bi, ne vem, jokala, mislim. Po vsej verjetnosti je psihopatka, to so pač ocenjevali psihologi, psihiatri. In so mnenja, da taki ljudje zelo redko čutijo pač neko obžalovanje in če kaj takega naredijo, v bistvu naredijo zaradi sebe in tudi če jokajo zaradi sebe, ker se ne zaveda, kaj je naredil staršem točno ali pa kaj je naredil sorodstvu in kaj je naredil sestram. Ampak pomislim sam, ojoj, zdaj sem jaz ujet in nič več ne bom imel tega denarja in od teh stav in v bistvu, če začne jokati, je velika verjetnost, da se smil samo vse. Je pa začela jokati, ko je razlagala, kje je morilsko orožje, povedala je in za nož in za kladivo in je tudi izpostavila ta delček kot najbolj kruto stvar, kao kladivo je še vedno krvavo in se nahaja v sredinskih škatlah tam nekje pod stopniščem in takrat je jokala in fun fact je, da ko so jo bila stara 36 in tudi dobila bo vsaj 36 let zapora. Poleg morilskega orožja so pa najdeli tudi en kup dokumentov, ki jih je ponarejala in pisem in vsega tega kot dokazov proti njej, ampak ona itak na sodišču zdaj ne reče, nisem kriva, ampak dobesedno reče, ja, kriva sem in to je to in zelo po hitri poti bojo to vse spucali, ker je zelo simpel primer. Paul Hastings je bil še nekdo, ki je delal v prodajalni, v trgovini in je prodajal zelenjavo in je rekel, da je zelo nenavadno, ker staršev tako dolg ni bilo. Je pa ona hodila ves čas to trgovino in je kdaj dejansko prišla po 4-krat na dan in pol je ni bilo po 2 tedna. Tako zelo čudne intervale prehajanja je imela. Potem je še ena ženska, ki je delala v cvetličarni, jo je opisala, da je bila ekstremno prijetna in ji kar nosila kakšna darilca in je imela potem občasno izjavo v smislu, ja, policija misli, da sem ubila atija in mami in me kar zasledujejo. Na sojenju je baje Virginia čistko nemo, brez čustvu strmela na tla, v tla, pač ni kazala njega ali obžalovanja, ali groze, ali strahu, ali česarkoli. In če edine računice, ki v glavi, ok, jaz rabim denar in je to edina pomembna stvar, da on pač, mislim, ta oseba, da bolj živi in da ima denar, zakaj pa zdaj, ko se ta življenje konča in ko ti denar nič več ne pomaga in ko greš v zapor, zakaj še vedno ni nobenih čustv, ne vem, ne bom se trudila tega razumeti. Zdaj na ekranu ste in še gledate mnenja njenih bratov in sester in sodnikov, vsi so imeli te neke izjave in pač brala jih ne bom, ker je v angleščini, če vas zanima, preberite. Me pa malo jezi in bode, ko so imeli te otroci oziroma druge sestre toliko zapovedati, ampak 4 leta noben. Mislim, če bi moja starša na ta način izginila, prvo kot prvo bilo v takem šoku, kako je to sploh možno, da bi hotela preveriti, kaj hudiča se dogaja in poj, tudi če bi bila ne vem kje na počitnicah, bi jaz šla tja z avionom ali na bilo kaj na road trip in šla pogledat, kaj se dogaja in jih prisilno obiskati, a veš, kaj mislim. Psihiater je rekel, je inteligentna in spretna manipulatorka, ki se je odločila ubiti svoje starše brezčutno in ne da bi pomislila na njih ali tiste, ki še naprej trpijo zaradi njihove izgube. V glavnem, temu true crime je bilo verjetno precej tudi bodycam posnetkov, tako da ne bo predolg, bom počasi nehala. Ko vi to gledate, sem jaz na poti ali pa se odpravljam počasi na Škotsko in če me hočete spremljati, kaj dogaja, pejte na Instagram, pa tudi kakšen TikTok bo, tako da me gledate tam. Možno, da naslednji petek ne bo videa, ker pač me ne bo sploh v Sloveniji, tako da forgive me in se gledamo potem naslednji petek, ko pridem, bote radi svoj teček. Love you!